Manca je mama osnovnošolcev Jasna in Matica. Meni, da je odločitev vlade, da morajo biti med epidemijo šole zaprte, neustavna, saj ne bi bila z njo kršena ustavna pravica otrok do izobraževanja. Zato je na ustavno sodišče vložila pobudo za presojo ustavnosti vladnega odloka o tem, da se izobraževanje na daljavo nadaljuje. Ustavno sodišče, ki ima sedež v Plečnikovi palači v Ljubljani, je najvišje sodišče v državi za presojanje o kršitvah človekovih pravic in o tem, ali so vsi zakoni in drugi predpisi v skladu z ustavo. Sestavlja ga 9 sodnikov, trenutno ima 3 sodnice in 6 sodnikov. Na predlog predsednika republike jih je izvolil državni zbor. Za to funkcijo morajo biti strokovnjaki za pravo in stari najmanj 40 let. Izmed sebe izvolijo tudi predsednika tega organa. Če bo ustavno sodišče ugotovilo, da ima Manca z otrokoma za svojo pobudo upravičen pravni interes, na primer, da je pri Jasni in Maticu že nastala škoda zaradi šolanja na daljavo, bo sprejelo obvezujočo odločitev. Pri odločanju bo preučilo vse razloge za in proti. Pri tem bo tehtalo ustavno pravico otrok do izobraževanja na eni strani in ustavno pravico do zdravja in življenja ljudi, ki je širjenjem virusa ogrožena, na drugi strani. Če bo dalo prednost izobraževanju in bo presodilo, da je bila vladna odločitev neustavna, se bodo mladi, tudi Jasna in Matic, vrnili v šole. Če bo dalo prednost drugi ustavni pravici, se bo šolanje na daljavo nadaljevalo. Torej, ustavno sodišče je najvišje sodišče v državi za presojo o kršitvah človekovih pravic in o tem, ali so vsi zakoni in drugi predpisi v skladu z ustavo.